Če vprašate skrbnike živali, so veterinarji najboljši zdravniki na svetu. Svojih pacientov ne morejo vprašati, kaj je z njimi narobe. Preprosto vedeti morajo. Nekateri pa se z njimi znajo celo pogovarjati in slišijo, kaj jim imajo povedati. Zato smo oddajo, v kateri bomo spremljali raznovrstno delo najboljših slovenskih veterinarjev v ambulantah in na terenu, preprosto poimenovali Super reševalci. Z njimi si bomo ogledali različna področja, od fizioterapije do kardiologije in spoznavali, kako živalskim prijateljem zagotoviti zdravo in srečno življenje. Na teren se odpravljamo z veterinarjem Tadejem Oberstarjem. Preveril bo brejost 2 kobil. Kobile so breje dolgih 11 mesecev. Konji so spolno zreli pri približno 1,5 leta. Zaželeno je, da se jih ne pari pred dopolnjenim 3. ali 4. letom, ko tudi telesno odrastejo. Živijo. Danes smo v Tomišlju, kjer bomo pregledali 2 kobili na brejost. Sicer je sezona, bomo rekli, ultrazvoku že pri koncu, tudi sezona, kar se tiče reprodukcije pri kobilah, je v glavnem zaključena, tako da zdaj bomo samo še 2 kobili pregledali, tako da se lastnik prepriča oziroma se prepričamo, ali so ostale breje ali ne. Kobile so zelo specifične glede samega ciklusa, sam ciklus poteka nekje 3 tedne. Sama pojato oziroma estrus je pa, bom rekel, domačih živali so kobile zelo specifične, traja pa nekje od 2 dni pa tudi do 14 dni. V povprečju 1 teden, tako da je zelo dolga pojatov. Ovulacija pa nastopi pri kobilah nekje 2 dni pred koncem pojatve. Konje praviloma parijo od aprila do junija, čeprav so kobile godne vse leto. Pozdravljeni, kako? Bone. No, evo, če bo pa breje, bo pa še toliko boljše, ne? No, zdaj preden se jaz prepavam, bo gospod kobilo fiksiral. Prej sem omenil način fiksacije, zdaj jaz se tega poslužujem. Zdaj, kakšna kobila, ki je zelo mirna, jo lahko tudi brez tega pregledamo, ampak, kot sem rekel, najprej treba zavarovati sebe, lastnika, in pa potem seveda tudi nenazadnje žival. Nekateri uporabljajo posebne jarmena, da se kobila fiksira, ampak z vseh teh izkušnjah, ki jih imam vsa ta leta, pač je en takle način fiksacije čisto v redu, no. Zdaj, ta kobila je bila, mislim, da je bila po injekciji, da ni bila breja, ne? Kobilo ravno tako lahko sinhroniziramo kot kravo, pač s hormonskimi pripravki. Zdaj seveda odvisno, kaj je na jajčnikih, da se prepričamo, pregledamo jajčnik levo-desno, obstajajo različne protokoli sinhronizacije, tako da ta je dobila prosta glandina in se potem po 4 dneh gonila, tako da je lastnik peljal na pripust k žrebcu, tako da zdaj je pa že to sprav v septembru mesecu je nazadnje stala, ne. Dobra 2 meseca bi mogla biti zdaj breja, tako da bo gospod kar za rep prijel. No, je. Tako. Zdaj na leto jaz pregledam tam, s ponovitmo mi vred tam, bom rekel, kar preko 150-200 kobil. Do zdaj, hvala Bogu, nisem imel še nobene resne poškodbe ali pa kakšnega takega bližnjega srečanja, no, pač itak je treba žival poznati, veliko se jih pregleda takole poleti, ko je vrhunec plemenilne sezone, kar zunaj na pašnikih, v izpustih, tako da ti pa sam lastnik potem nakaže ali pa žival že prej malo poznaš, tako da lahko oceniš, kako bo odreagirala, ne. To so mirne kobile, pač lastnik z njimi vsak dan dela. Tole je maternica, tukaj se vidi, tam del maternice, oziroma rok. Evo, tukaj je pa že plod noter, ta kobila je breja. Glede na to, da je že toliko breja, je že zarodek močno raste, zdaj tukaj se ga ne bo videl, da se vidi samo črnina noter, ker je že toliko breja, da že visi noter v trebuh. Ampak tisto, kar smo želeli videti, smo dobili potrjeno, tako da ta kobila je breja. Tako da bom rekel, zdaj še zadnje obdobje, da bo žrebiček drugo leto, potem v poletnih mesecih, kar je tudi cilj rejcev, da niso prepozna žrebeta, ne, tako da so bolj v času pasne sezone. Tako da upamo, da bo vse posreč šlo naprej in čez naslednje leto v avgustu se lahko pričakuje žrebiček. Zdaj bomo pogledali pa še eno kobilo. Ta kobila je pa že bila pregledana v avgustu mesecu, tudi potrjena, ampak bomo samo zaradi tega, včasih se zgodi, da kobila, sploh če gledana zelo zgodaj, tam 18. dan po pripustu, je lahko breja, potrjeno breja, ampak potem lahko zarodek odmre. Se v določenih procentih to zgodi in zaradi specifičnosti kobile, reprodukcije,
ne kaže nobenih znakov, pol, da se bi kaj gonila ali kakorkoli. Človek pričakuje žrebička, pa ga pač v določenih procentih tudi žal ni. Tako da bomo to kobilo pregledali, ravno tako kot prejšnjo, da se bomo potrdili, ali je še vedno braja ali ni. Najprimernejši čas, da se žrebiček skoti, je spomladi. Kobila običajno koti ponoči, ko je sama. Na pregled je prišla podgana Lucy, ki je doktor Le Maréchal odstranil tumor v velikosti kivija. To je to moralna podpora, da boste peli, da jaz lažje pacientko ven dobim. No, zdaj si pa nimaš več kam skrit, ne? Ajde, ne me vgriznit. Ajde, pridi ven. Rana je lepa. Edino ona si hoče okoli res praskati, ker je srbi. Se prav vidi, ne? Tu. Pa je tule zgoraj. To pa bi lahko bilo od grizenja. Da je ona druga gricka. Pa se zdaj to vidi zaradi tega, ker nima dlake, ne? Ok, tako da izgleda v redu. Nobene otekline, nobene rdečine. Rana je ful lepa. A imate kaj za mazati? In mažete kaj? Ok. Kaki bepanten imate doma? Antiseptična krema pospešuje celjenje površinskih ran in preprečuje okužbo. Apetit normalen? Ja, velik je. Več kot prej? Mislim, še vedno pač enak, kot sem. Ok, še vedno veliko je, torej isto kot prej. Ok, dobro, to je najbolj važno. Dobro, zdravila imate? Vse imate, ne? Nič vam ne rabim dati, tako da super. Danes bo Luka neslo tu videti rano. Če kakšna sprememba, me pokličete prej, drugače pa 8. dan. Ni nič narobe, če poliže dola, ne? Da mislim, ker... Na tanko vas je namazali pa vtrli noter, tako da tisto, kar bo polizala, bo zelo minimalno, pa ne bi smelo biti nič narobe. Ampak, gledajte, tako za vsako stvar je treba opazovati, pa če imate občutek, da bi ona to ne pasalo, pa moramo najti drugo rešitev. Ja, že prvi dan je tako se igrati začela. Tako se mi je bilo malo čudena, ne, ker vsaka od svoje kletki, pa tole sem potem dala v ta veliko kletko in ste se skozi gledali. Podgane so družabna bitja, obožujejo družbo drugih podgan in ljudi. Tadej Oberstar bo z ultrazvokom preveril še brejost pri drugi kobili. Vidite, tam ima še ob nogi še žrebička. Zdaj vedno več rejcev se poslužuje ultrazvočnega pregleda, sploh za zgodnjo diagnostiko. Seveda, da želijo vedeti, ali je kobila braja ali ne. Ker včasih se zgodi, da ko kobilo peljejo po pripustu, kobila se, kot sem prej rekel, se gone en teden, po pripustu, ko odbije žrebca, se lahko 16. 18. dan pelje tako imenovano na probo, pravijo kmetje. In če žrebca odbije, naj bi bila braja. In seveda v veliki večini je braja, včasih se pa zgodi, da tudi ni braja. Zaradi razne patologije na jajčnikih, velikokrat se pri kobilah naredi hematom, ki moti sam ciklus in kobila, tako kot sem rekel, pokaže, kot da je braja, v resnici pa ni. In zaradi tega je fajn, da se kobile že 18. dan pregleda in pa potem še kasneje kontrola. Ravno zaradi tega, tako kot sem prej omenil, določen procent žrebet oziroma zarodkov lahko odmre. Tako, ta je pa od avgusta meseca, že potrjeno braja, zdaj pa samo preverimo, ali je še ali ni. Zdaj seveda, če so kobile že toliko braja ali pa krave, se potem že s palpacijo same maternice lahko, ker je povečana maternica, potrdi brajost, tako da v tem primeru je bilo to ravno tako. Jaz že čutim noter kosti, tako da ta kobila je že braja, to se pravi od avgusta meseca. Zdaj na ultrazvoku se bo videlo, bom rekel, bolj malo, zato ker sonda enostavno ne zazna več, ker je že toliko plod visi v trebušno votlino. Ampak to, kar smo želeli, smo dobili potrjeno, tako da ta kobila je še vedno braja. Po mnenju precejšnjega števila prehranskih strokovnjakov je konjsko meso najbolj zdravo in ima bistveno manj kemikalij kot svinjina, govedina in perutnina. To območje že vsa leta znano po konjereji, namreč vsaj teren, kakršen je tukaj, je bilo za izkoriščanje to travinje za konje. Vemo, da je kvaliteta tega travinja najbolj, bom rekel, zelo kvalitetna in tako je primerna za konjerejo. In seveda kmetije, kjer je bila vsa ta leta tradicija, še vedno hranijo to tradicijo in naredijo konje, predvsem slovensko hladnokrvno pasmo,
za rajo mesa. No, tako kot sem rekel, pregledamo nekje 150-200 kobil s ponovitvami in največja populacija nekje tukaj na Ljubljanskem barju. Tako da tukaj je kar nekaj plemenskih žrebcev, pripustnih postaj in rejci potem te svoje živali vozijo na pripustne postaje, potem licencirane žrebce in seveda ta populacija je nekako zadnja leta nekaj konstantna. Tukaj je gospod imel pripustno postajo prejšnja leta, zdaj vozi v sosedno vas. Treba je malo gledati tudi na ekonomiko. Zdaj plemenski žrebec sicer ga dobijo praktično zastonj od rejskih organizacij za pripust, ampak zdaj moraš imeti kar nekaj kobil. Gospod jih ima kar nekaj, ampak se je pač odločil, da žrebca trenutno ne bo imel. Konjsko meso ne vsebuje slabega holesterola, ampak predvsem nenasičene maščobe, ogromno železa in beljakovin. Jaz sem gospod Tonešenk. Moji starši so imeli in jaz sem pač naslednik podedov naprej in delamo še malo ukvarjamo s kmetijstvom. Poljedelj se nekaj ukvarjamo, koruzo pa žito. To je poglavitno, konjereje je tako malo za zraven. Mislim za zraven, da je tisto, kar imamo svojega. To je samo za reprodukcijo pa za prodajo žrebet. Da je 8. 9. meseca so prekobili, pol pa je v redu, če žrebica recimo naprej za plemenjaka, plemenilno žrebico, ali pa za meso. Za prodajo v Italijo ali pa pri nas če kakšen kupi. Tamle Črna vas, Iška vas, Vrblen, Ik. To je več ali manj, kar je konjereje v Ižanski dolini. Konj je rastlinojed, tako kot prežvekovalci, vendar so njegova prebavila precej drugače zgrajena. Parodontalna bolezen ali bolezen obzobnih tkiv je najpogostejša bolezen ustne votline pri psih. Prizadene večino starejših psov, zlasti majhnih pasem. Nezdravljena bolezen vodi v izgubo zob. No, tole je kuža 12 let star, ki ima zares zelo katastrofalno stanje v gobčku, posledično seveda ne higieni od doma. Kuža je bil že enkrat v narkozi, zobi so bili že očiščeni. Problem pri njemu je ta, da je srčni bolnik, kar je seveda začaran krog, ker vemo, da potencialni vsi infekti iz ustne votline so največja katastrofa tudi za srčno mišico, za srčne zaklopke. Zato, ker bo kuža sodeloval v projektu terapiranja srčnih zaklopk in zdravljanja popuščanja srčne mišice, je seveda bil prvi predpogoj, da se ti zobje očistijo, da se stanje v ustih nekje poskusi vsaj približno normalizirati, zminimizirati tole parodontalno bolezen in nekje vzdrževati potem stanje doma, kolikor bodo lastniki seveda uspeli. Čaka, da ga dolgotrajna antibiotska terapija in pa nekaj protibolečinskega, zato ker bo tole zagotovo boleče. Tukaj gre že za napredujočo parodontalno bolezen, vidimo, da je dlesen že kar precej odstopla, zobje niso več čvrsto v dlesnih. Dlesen je odstopla več kot 5 mm, kar pomeni skoraj da zadnjo stopnjo parodontalne bolezni, preden zob izpade ven iz ustne votline. Charolais govedo je mesna pasma velikega okvira, izvira iz osrednje Francije. Vseskozi so jo selekcionirali izključno za prirejo mesa. Danes smo na kmetiji Andreja Podržaja v Borovnici, oziroma konkretneje pa pri Borovnici. Za nami so krave, dojilje, pasme Charolais. O sami kmetiji bo potem Andrej nekaj več povedal. Kaj bomo danes delali? Odstranjevali bomo rožičke. Ne bom rekel rožičke, ampak že kar roge, ker so telice že kar konkretne, tako da dvema bomo danes
odrezali rogove. Gre za prosto rejo, tako da je fino, da so potem živali brez rok. Ker če imajo roge, se žival čuti dominantna, sploh če po hierarhični lestvici tam višja, potem lahko pride do poškodb, kar ni redko, do raznih hematomov, tudi do zlomov, tako da bomo danes odstranili rogove, pa eno bomo pogledali, ali je breja. Jaz te bom kar prosil, da boš mi dal en podaljšek, bomo samo tale kauter segreli. Zdaj bomo videli, kakšni so nastavki oziroma kakšne rožičke imajo, tako da pri mladih teletih se enostavno odstrani s takim termokauterjem, ki ga segrejemo. Pri velikih živalih imamo pa mi malo tako provizorično narejeno tako železno zadevo, ki se jo segreje praktično do, da je čisto žareče in se potem, ko se rok odstrani, da na to bazo roga gor pritisne, da so to roževino zažge, posmodi in potem rogovi ne rastejo več. Nam so na fakulteti rekli, da nobena krava še ni skrvavela, ne sparkla, ne z roga, včasih močno teče, sploh če se žival na pašniku ali pa tudi v hlevu, ko se je odlomila rok, je res močno krvavela, ampak grdo zgleda, ampak ni pa življenjsko ogrožena. Tako da mi bomo dovolj dali zdaj gret, potem pa se bomo kar lotili sedacije živali. Zdaj živali je treba pomiriti. Prepovedano je kakršni takoli taki posegi na živih živalih. Fino je že pri majhnih živalih, pri teličkih, tudi teličke je treba sedirati, se pravi, da se jih malo pomirim, potem lokalno dobijo v to foso supraorbitalis dobijo, kjer poteka ta živc, določeno količino lokalnega anestetika, da nič ne čutijo, kakšna kljub vsemu še malo čutno. Probamo čim bolj nežno, bomo videli, kako bodo te odreagirale, ker je treba sami te posegi, tako kot sem rekel, so prepovedani. Pri letnih pregledih, ki delamo veterinarije, se tudi potem so označbe, ali so živalim odstranjene roge, ali so bile odstranjene na kmetiji, kdaj so bile odstranjene. Vse to je nadzor in tudi mi moramo to delati čim bolj v skladu s predpisi. In bomo dali kar intramuskularno, preden se bo to segrel, bo trajal en čas, da smo imeli nekje 0,5 ml. To gre za prosto rejo. Zdaj Andrej pase te telice, krave na pašniku. Niso vajene priveza, vidite, že taka stvar jih lahko zelo zmot. In pri takih stvarih, oziroma pri takih živali, še posebej treba previdno delati. Tako. Zdaj bomo malo počakali, da se bojo umirile. Jaz bom ta čas pripravil lokalni anestetik, uporabljamo prokamidor, nekje 10 ml na vsako stran. Mislim, da bo čisto dovolj. Če bojo pa polke odreagirale, da bo kaj čutile, bomo pa še malo dodali. Bom pripravil še za kasneje, ker očitno jim bo treba še malo dodati. Te imajo že kar konkretne nastavke. Že lahko pogledamo, imajo že, oziroma nastavke, imajo že kar konkretne rožičke, tako da s samimi kleščami. Pri majčkenih teličkih uporabljamo čiste klešče, ki so tudi za korekcijo parkla, uporabljajo samo te nastavke oziroma zasnovo odščipnemo, zažgemo. Tukaj le bomo pa uporabljali embriotomsko žico. To je taka stvar, ki se uporablja tudi pri porodih. V primeru, da je tele poginjeno v kravi ali pa da je taka fleksija noter, da ne pridemo do določenih okončin, se odločimo za fetotomijo oziroma embriotomijo. Zelo redko. Jaz sem se v svojem življenju srečal dvakrat do zdaj, nekateri večkrat. Je poseben pripravek, kot izgleda kot ena držalo, kot ena puška, dvojna cev, ker gre potem ta žica not in potem telička prerežemo, da ga dobimo. In seveda, teliček je že mrtvo, to ne bomo pri živi živali delati, ampak v zadnjem času seveda največkrat naredimo carski rez. Že ta žica zelo tako ostra, tako da bomo s to žico odrezali rožičke stran in potem s kauterjem samo zažgali. Včasih so lahko rejci sami žgali rogove. Od 1. januarja 2011 pa po zakonu o zaščiti živali to ni več dovoljeno. Zdaj bomo malo postrigli. Bova videla, bom takole probal, čisto počas, da ne bomo preveč znamerjali, ker pol anestetik še slabš prime. Zdaj bomo to postrigli zaradi tega, da bomo lepo prišli do baze, pa pol tudi, ko se zasmudi, da se ta dlaka ne prijemlja teh kauterja, pač ovira enostavno sam postopek, tako da bomo malo pofrizirali. Te bomo pa še dodali, očitno. Res je pasma, ki je zelo trdoživa in tudi po izkušnjah takole, ki jih imamo, res Chevrolet limuzin,
je treba biti res skrajno previden pri njih. Zdaj, selekcija pri govedu gre ravno tako z svetlobno hitrostjo naprej kot pri ostalih, bom rekel, živalskih vrstah, pri psih, mačkah. Tako da tudi že kar nekaj časa je tudi selekcija na brezrožnost. Da se dobiti seme ali pa tudi plemenskega bika, ki prenaša gen za brezrožnost. Zdaj še lokalni anestetik, na vsako stran je 10 ml, takole v to foso, ki poteka ta živc, lepo noter, tam vidite, ta je lepo sedirana, praktično ne reagira, tudi na samo iglo ne. Tako da gremo malo levo, malo desno, da zajamemo cel živc. To so zelo nežni rožički, še tako, da gre bolj, bom rekel, če malo prispodobo dam, odrasle ali pa tele gre bolj tole res kot puter, ampak kljub vsemu bi bili preveliki za klešče. Tako da bomo tudi boljše bo naredili, evo, smo že na polovici čez, zdaj žival mečkan čut vsem, no. Prav smo ji dali tako količino, tako. Zdaj, proti bolečinske terapije na koncu niti ni treba, ker je samo lokalno. Ta anestetik bo popustil lokalni in bolj tudi žival ne bo več praktično čutila. Bomo malo samo posprejali. Je pa fino, da se te dekornuacije delajo v jesenskem, spomladanskem času, ko ni mrčesa, ne. Podgana Lucy ima po odstranitvi tumorja še največ težav s srbečo in malce bolečo rano. Ne, pa tudi, da bi jo motilo pusti rano pri miru. Glej, ona si liže tu, bolj kot praska, ta del si liže. Zdaj se je lizala tu in okrog šivo si liže. Srbija je zaradi celjanja malo, ampak ni. Blagi dermatitis je 1 centimeter od šiva, stran na spodnji zadnji strani. To, kar je zdaj si lizala, ampak ona s tem proba, rana jo boli in če zraven liže, je kot da bi se počohala, se popraskala. In zato pač me se malo prenesene bolečine, kompenzira, pač to bo par dnevih, bo se bo to pomirilo. Evo, tu se točno zdaj se liže tam. Ja, tu, ta spodnji del se liže. Čisti se, pa jaz zdaj prijemo tudi tam, tako da mogoče ona hoče zdaj samo moj von stan dati, pa niti ne srbi toliko, ker to sem pa dosti krat pri živalih opazil. Tam, ko primeš, ona hitro začne lizati, da svoj von nazaj gor, da še sploh, če tvoj von ne paše. Zdaj, če boste imeli občutek, da se število teh ranic povečuje, dajte jih še ločiti za nekaj dni. Ok? Kljub praskanju in dermatitisu je dr. Le Marešal zadovoljen z Lucyjinim napredkom. Torej, Lucy se je po operaciji kar nekaj časa zbujala. Še vedno je to v mejah normale, vendar pričakujemo vedno, da se živalce malo prej zbudijo. To je vseeno bila za njo naporna operacija, ki je relativno dolgo trajala, pa ona je starejša podganca, tako da to, če vzamemo vse to v zakup, lahko rečemo, da je recimo to zbujanje bilo nekje lahko tudi normalno še. Po operaciji ni bilo videti nobenih komplikacij, tudi ko se je zbudila, enkrat je bilo na vredu. Zdaj je bilo pridirno v petek, to je zdaj 3. dan po operaciji, rana zgleda lepa, ni vneta, ni utečena, ne nabira se tekočina, podgana lepo je, apetit ima isti, ko ga je imela prej, počuti se dobro, brez neke pretirane protibolečinske, tako da jaz mislim, da bomo v soboto vzeli samo šive ven in da je zgodba zaključena, kaj se tega tumora tiče. Dr. Tadej Oberstar še naprej odstranjuje rogove pri govedu pasme Charolais. Gremo še malo takole pritisne. Tako. Dobre, takole še malo posprejamo. To vidite, da sem čisto do lobane oziroma čisto do kosti, čim bolj prabazi, da se odreže. Tako, evo.
Prosta reja, s katero se ukvarjajo na kmetiji Podržaj, nudi govedu veliko udobja in mu omogoča naravno obnašanje. Dobro, tako še malo posprejamo. Evo, se smo že čez. Tako. Zdaj bo pa boljš. Čakajte, mi sem kar klešče vzel. Takole. Evo ga, ta je že nekoliko večji rožiček. Tudi močnejši bil, da se vidi lahko brez problema. Zdaj, če ima roge, se lepo enostavno vrvijo fiksira za roge. Če pa seveda brez rok, je počasih seveda treba imeti pa nosno zadrgo ali pa te lovilne pregrade na krmilnih mizah, da se žival lahko ujame. So dobre in so seveda slabe stvari enega in drugega, tako da... Zdaj, tole se toliko segreje, da če primaš gor ali pa zazaj, res vroče, da te lahko speče, tako da je videti zelo pazljiv. Zdaj, ta tehnika sodobna, ko je vse na, bom rekel, na elektriko, se da to čisto enostavno narediti. Včasih, seveda, ko tega ni bilo, ko ni bilo plinskih bomb, so mogli vse to razžariti. Imeli so celo posebne pečke oziroma take kurišča s seboj, da so to segreli in pol to, ki je bilo razžareno, da so dali gor na mesto, kjer se je odstranil rok. Seveda tudi brez anestezije, brez kakršnih koli zdravil. Pač tudi veterina je šla velik korak naprej. Predvsem dobrobit živali je tukaj izredno pomemben. Živali so ne živali, pač kljub temu, da gre to za ekonomske živali, ki so namenjene izključno za rejo, v tem primeru za meso, je seveda treba do njih postopati, kar se da humano. To 16 številke se bomo zapisali, pa bomo upisali v dnevnik veterinarskih posegov, da so bile rogovi odstranjeni. Zdaj bomo pogledali še kravo. Andrej, prosim, da pogledamo. Gre za prosto rejo, kjer je prisoten plemenjak, vendar se včasih kljub temu, da je bik prisoten, zgodi, da bomo rekel, velika večina ali pa sploh nobena krava ni breja, ker lahko sumo takoj na bika, da je nekaj z njim narobe. Andrej bika pripeljal iz Logatca, z usmerjevalnega centra oziroma vzrejališča, kjer ima biotehnična fakulteta čredo šarolejev in pa limuzinov. Načeloma so te bikci pregledani. Včasih se zgodi, da pač enostavno ni ploden zaradi takih ali drugačnih vzrokov. Včasih je pa motnja tudi, če samo kakšna krav ni breja pri samih plemenicah. Zdaj, kaj je vzrok? So lahko kakšne ciste ali kaj podobnega, tako da bomo ta krava ne bi bila zdaj 8 mesecev breja. Ne bi mogla biti, zdaj bomo videli, a je ali ni. Ne, krava je prazna, oziroma ni breja. Zdaj tipa maternico, praktično čisto negravidno maternico, čisto na robu medenične votline. Zdaj, za to niti ne rabim ultrazvoka. Imamo dve vrsti cist, imamo folikularne, kjer se žival praktično je v pojatvi skozi kaže znake pojatve ali pa luteinska. Takrat pač človek misli, da je žival breja, pa ni. Ampak ta kolenov tip, čutim, da je vse v redu BP, ampak v glavnem breja ni, tako da jo pač čaka izločitev. Raziskave DNK domačega goveda razkrivajo, da je bila udomačitev krav precej zahtevna. Vse današnje krave na zahodu so potomke peščice krav, ki so živele pred več kot 10 000 leti. Smo na kmetiji Podržaj, imam 10 krav od šarolej, pa podmladek, vseh skupaj je cirka 23 živali, obdelujem cirka 20 hektarjev. Moška teleta se prodaja za nadaljno rejo, telice imam pa za obnovo črede. Mogoče, če je kdaj višek, se tudi telice proda za nadaljno rejo. Šarolej ima največji izkoristek krme, slabe krme in tudi najlepši prirašča. Če bi bilo reči, če imaš limuzine na te krmi ali pa simentalke na te krmi ne priraščajo. Tukaj nimajo ne silaže, imajo pač travno silažo pa senu, pa so še zmer lepe. Simentalka ne bo nikoli taka, iz te krme.
Če boste pa pač dodajali žita, pa to ne, pa drugo. Ne. Pač šotor je postavljen zato, ker je manj papirologije bilo. Za šotor nisi potreboval takrat nobenih papirjev. Za ta šotor bi mogel imeti že gradbeno dovoljenje. Po let delam strojne storitve. Za svojo kmetijo ne bi potreboval tega. Jaz sem zaposlen, to je pač hobi. Veselje pač do... Ne, se živalijo. V štartu sem rečel, zdaj ima si mentalkoma, pa potem sem pač mogel spremeniti celo čredo. Ker rečeva, takrat, ko sem spremenil, sem imel 5 krav in v celem letu sem imel enega teleta. Pač stara štala, dela preveč in se je bilo treba nekaj preusmeriti. In sem se pač pol preusmeril v šaroleje. Takrat smo pač izbirali med šaroleji, limuzini, škotsko govedo, ampak sem se potem odločil za šaroleje, ker je bil pač ekonomski učinek najbolj zanimiv. Je pa res, da pač šaroleji so imeli sinonim težkih porodov. Verjetno se je s časoma tudi to spremenilo. Ker rečeva, zdaj trenutno, da bi imel težke porode ali pa pogine na porodih, zdaj že nekaj, 3 leta nisem imel problema. Zelo je karakter. Tudi od krave do krave niso vse iste. Ena se ti je prijazna, gre za tabo, ena pa pač sam svoj šef in noben mu se napusti. Za doktorico Iris Salan je že pester dan najrazličnejših izzivov. No, današnji dan smo srečno pripeljali do konca s številnimi kritičnimi pacienti, to se pravi 3 srčnimi bolniki, ki so potrebovali oskrbo zob. Teh smo se dejansko najbolj v narekovaju bali, za te smo se tudi najbolj pripravili, ker potrebujejo posebno nego in posebno obravnavo pri tem, kako ga že pripravimo na sam poseg, med samim anestezijskim posegom in seveda tudi v fazi prebujanja in potem odhajanja domov. Ne smemo biti popolnoma brezskrbni, kajti tudi pri takih zadevah je treba vedeti, da je življenje naših hišnih ljubljencev v naših rokah, da moramo lastnikom zagotoviti, da nam zaupajo, da verjamejo v naše dobro in pozitivno delo in pa seveda, da si vsi skupaj želimo, da se srečno končajo in da živali čim prej in v čim boljšem stanju odidejo domov. Na kliniki 300 kosmatih vedno prijazno poskrbijo za živali in ljudi.